Bila je premiera oziroma prva tekma v novi sezoni in to kakšna tekma, v kateri je v težkih pogojih na Islandiji, na umetni travi, Maribor praktično vsaj na nek način že vse odločil. Ampak gremo lepo po vrsti. Prva prava priložnost na tekmi je bila v 5. minuti za domačine, ko je Finsen poizkušal z udarcem, a je pravočasno posredoval Milec. Maribor je sicer imel terensko premoč, a prva prava priložnost je prišla v 27. minuti, ko je po prekršku nad Hotićem Rok Kronaveter izvajal prosti strel, silovito iz 30 metrov, žoga pa je švignila mimo desne vratnice. V 35. minuti smo videli najlepšo priložnost za domače v prvem polčasu, ko je Pedersen poizkušal iz obrata, na srečo so naši pubeci njegov strel blokirali. V 42. minuti pa v praktično najboljšem možnem momentu zadetek. Na premierni tekmi premierni gol in premierna asistenca. Izvrstna podaja Kronavetera, Peričić je bil na pravem mestu in Valur je bil na kolenih. Prvič. 1:0 je bil tudi izid prvega polčasa. Na začetku drugega polčasa so nekoliko bolj pritisnili domači in v 52. minuti imeli lepo priložnost, ko je iz bližine z glavo poizkušal Sigurdsson, a je Pirić žogo ujel na golovi črti. V 56. minuti ponovno iz prostega strela v akciji Kronaveter, ko je izvrstno ubranil domači vratar. Ostalo je pri 1:0. A le še 4 minute, kajti v 60. minuti je dosegel novopečeni očka, zaslužen zadetek. Še ena lepa podaja Kronavetera in Dino Hotić v polno za 2:0. Nekaj je bilo v zraku, 10.7. imam 10, rodil se je. Bilo je nekaj v zraku in jaz sem to čutil in Nika tudi, tako da sem nekako vedel, da bom zadev in hvala Bogu, v bistvu, da smo zmagali s tem rezultatom. Vsi smo delali tako, kot treba in gremo dalje, vsako tekmo posebej in če bomo tako složni kot danes, ni skrbi. V 70. minuti je imel Kronaveter priložnost, da po 2 asistencah doseže zadetek, a je bil uspešnejši vratar Haldorsson. V 85. minuti pa 11-metrovka. Kramarić je izvrstno utekel v kazenski prostor, bil ustavljen s prekrškom Erikssona in hladnokrvni izvajalec, ja kdo drug kot Rok Kronaveter. Kakšna premiera tudi zanj, 2 asistenci in zadetek. In fenomenalnih 3:0. Ja, statistika je lepa, ampak najpomembneje je, da smo na tem težkem gostovanju dosegli zelo dober rezultat in smo veseli. Res smo lahko zadovoljni s tem, kako so fanti odigrali in kako so tudi odgarali. To moramo poudariti, ker je bila tekma zahtevna, priprava na tekmo, njihova mentalna priprava in nasplošno je bila odlična, zato smo tudi tekmo tako visoko zmagali. Nasprotnik nevaren, težek nasprotnik, vesel sem, jasno, da smo zabili 3 gole in imeli v nekaj situacijah bi morali boljše reagirati, imeli smo pa potem v drugem polčasu, ko smo z načinom, na katerega smo se odločili, smo jih kar precej utrudili, tako da smo bili blizu mogoče še kakšnega zadetka, vendar vsemu velike čestitke fantom za to, kako so odgarali in odigrali tekmo. Povratna tekma bo prihodnjo sredo v Ljudskem vrtu, še prej pa to soboto prva domača tekma proti kranjskemu Triglavu.